Pozdravljeni. V sezoni 2023 smo videli, da Red Bull, seveda z modelom RB19 z Maxom Verstappenom in Serhijem Perezem, so imeli izjemno dominantni položaj. Ampak v preteklosti smo mogoče že kdaj videli kaj podobnega? Verjetno ste se tudi vi začeli spraševati, ali v preteklosti smo imeli podobno situacijo, kot smo jo spremljali letos na svetovnem prvenstvu Formule 1. Ekipo, ki bi bila podobno dominantna, kot je bil letos Red Bull. In tu moramo poudariti nekaj. V kraljestvu statistik je možno dokazati marsikaj. Potrebno je samo poudariti določene podatke in druge prav tako pomembne zamolčati. Namreč mnogi avtorji trdijo o tem, kako je Red Bull dosegel rekordno število zmag, 21 v letošnji sezoni. A treba je poudariti, da na primer v preteklosti mnoge sezone niso štele 21 dirk, zato takrat ekipam ni bila dana niti matematična možnost, da bi kaj podobnega dosegle. In treba se je tu seveda tudi spomniti, da v različnih sezonah smo imeli drugačne načine točkovanja. Torej, zbiranje točk ni primerljivo med tistim, kar se je dogajalo v letošnji sezoni, z onim, kar smo videli v preteklosti. In konec koncev ne smemo pozabiti na sprint, ki je noviteta našega časa in v preteklosti kaj podobnega sploh niso poznali. Kljub vsemu bomo videli, da v preteklosti, dokaj bližnji in tudi bolj oddaljeni, smo imeli primere, kjer so bili v svetovnem prvenstvu Formule 1 nekateri prav tako dominantni kot Red Bull v letošnji sezoni. A seveda, zbrati prave parametre je tu malce bolj težavno. Namreč, kot sem povedal, razlike med posameznimi desetletji so že gromozanske. A vseeno, če malce zaokrožimo, če malce poenostavimo, lahko pridemo do zanimivih zaključkov. Namreč ni treba imeti na desetinko točen rezultat, a važno je videti nek trend. In sam sem se odločil, da bom primerjal sezono Red Bulla, seveda s tistimi, ki smo jih videli v preteklosti, v naslednjih kategorijah. Namreč oba voznika morata doseči prvo in drugo mesto v skupni razvrstitvi, ter svetovni prvak mora imeti na svojem računu približno enkrat več točk kot njegov moštveni kolega in prvi zasledovalec. Izjemno enostavno, ampak videli bomo tudi kar učinkovito. Namreč v sezoni 1971 je Jackie Stewart zbral približno enkrat več točk kot prvi zasledovalec Ronnie Peterson, ampak ona dva nista bila moštvena kolega. Zato tu o takšni dominanci Tyrrella v primerjavi z vsemi ostalimi ne moremo enostavno govoriti. Namreč François Sever ni bil kos svoji nalogi. A verjetno marsikomu ta primer ne pove tistega, kar sem mislil. Namreč mnogi izmed nas bi se lahko spomnili tiste prve sezone, kjer so bili znaki dominacije ene ekipe izjemno podobni tistemu, kar smo videli letos pri Red Bullu. In govorimo o sezoni 2002. Takrat pri Ferrariju je bil Michael Schumacher, seveda bolid F2002, in pri Ferrariju so zmagali vse dirke v tisti sezoni, razen dveh. In seveda videli smo, da Michael Schumacher je zbral približno enkrat več točk kot njegov moštveni kolega Ruben Barrichello. In lahko bi dejali, da sezona 2002 pri Ferrariju je bila, kar se tiče dominacije, izjemno podobna tisti, ki smo jo videli letos pri Red Bullu.
In sedaj marsikdo bo začel razmišljati, kaj pa tovarniška ekipa Mercedes. Namreč od sezone 2014 pa seveda do sezone 2021, kar se tiče konstruktorjev, so bili najmočnejši in do sezone 2020 so zmagali vsa prvenstva, kar se tiče voznikov. So tudi oni imeli podobno dominanten položaj, kot smo ga videli pri Red Bullu v sezoni 2023, verjeli ali ne, kaj takega se ni zgodilo. Pri Mercedesu so osvajali naslove, so zmagovali dirke za veliko nagrado, ampak takšne premoči niso nikoli pokazali. In marsikdo bo sedaj začuden, namreč v nekem splošnem prepričanju velja, da naprimer Lewis Hamilton je imel s svojim bolidom velik naskok, veliko premoč pred vsemi ostalimi, ampak še zdaleč ne takšne, kot smo jo videli pri Maxu Verstappenu. Ampak konec koncev, če smo natančni, pri Mercedesu je ena sezona, ki bi lahko posnemala dominacijo, ki smo jo videli pri Red Bullu. Marsikdo sedaj je začel malce začudeno gledati, kdaj naj bi se pa to zgodilo. Seveda gre za Mercedes in gre za sezono 1955, ko je Juan Manuel Fangio postal svetovni prvak pred Stirlingom Mossom, bolid je bil pa znameniti dvojni V196. In prav tako gre za Mercedesa, gre za del njihove zgodovine. Sicer takrat, če smo natančni, niso osvojili svetovnega prvenstva, kar se tiče konstruktorjev, ampak takrat ga niso podeljevali. A kljub vsemu vidimo, da letošnja sezona, kar se tiče Red Bulla, je bila dominantna, ampak tudi v preteklosti smo imeli podobne primere. In to ni pokopalo Formule 1 in čez nekaj let smo videli, kako se je pravzaprav vse obrnilo na glavo. Prišli so drugi vozniki, prišle so druge ekipe. In verjamem, da se bo tako zgodilo tudi tokrat. A za danes, za ta zanimiv primer, bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.